Že je tukaj Valentin. Danes smo govorili o vzroku za bolečine v spodnjem delu hrbta. Vzrokov za bolečin je seveda lahko več. Lahko hrbet poškodujemo fizično, če se kam udarimo ali kaj preveč dvignemo. Včasih se pa pojavijo bolečine brez, da bi se kaj fizično poškodovali. Gre za tako imenovani psihosomatski, psihični ali mentalni vzrok za te bolečine. Kako je to možno? Zakaj določeni miselni vzorci ali naš način razmišljanja lahko povzroči bolečino na našem fizičnem telesu? Stvar je v tem, da mi nismo samo fizično bitje, ne sestavlja nas samo tisto, kar lahko vidijo naše fizične oči ali kar lahko otipamo s svojimi prsti, temveč je v nas tudi nevidna informacijska mreža, energetski sistem, ki je izven zmožnosti zaznave naših človeških fizičnih čutil. Nekateri tudi to imenujejo energijske meridiane ali aura, ampak ostanimo pri preprosti definiciji, da gre tukaj za energetski sistem. In tudi naše misli in čustvene reakcije so del tega energijskega sistema, ki ga pri naši skupini Destiny imenujemo tudi specifično umsko-zavestni sistem. Ne bom danes razlagal, kako je ta sistem nastal, kakšno je imel prvotno funkcijo, bom pa samo razložil, kako ta sistem sedaj vpliva na naše fizično telo in kako se povzroči bolečina. Naše fizično telo vsebuje določene resonančne točke, torej ta sistem je povezan z določenimi deli našega telesa oziroma so določeni deli tega sistema locirani, usidrani v določenih točkah na našem telesu. Točka na spodnjem delu hrbta predstavlja naše izražanje, potencial našega polnega izražanja. V precej raznih revijah je razloženo poljudno, da bolečina v spodnjem delu hrbta pomeni ali pomanjkanje denarja ali pomanjkanja seksa, ampak gre tukaj za veliko bolj širšo realnost vzroka. Kadarkoli v življenju torej sprejmemo neko odločitev, ko začnemo razmišljati o nečem, z čemer se bomo v bistvu omejili glede našega polnega izražanja naših potencialov, to je v bistvu tisto, kar povzroči bolečino v spodnjem delu hrbta. Kajti te miselni vzorci so sprva energija, potem pa, ko dalj časa in večkrat razmišljamo o določenih zadevah, pa te vzorci začnejo kristalizirati v mišičnem tkivu in te kristalčki potem začnejo nažirati oziroma rezati mišično tkivo celice in posledično se povzroči
občutek bolečine. Kaj sedaj lahko storimo, ko imamo tako bolečino? Pomembno je, da naredimo analizo svojih vzorcev, analizo svojega razmišljanja in da ugotovimo, s kakšno mislijo, s kakšno odločitvijo smo se pričeli omejevati. In to analizo je najbolje narediti preko pisanja, da vzamemo list papirja in neko pisalo ali računalnik in preko pisanja naredimo analizo našega razmišljanja v preteklih trenutkih, recimo urah, dnevih, tednih, ko smo o nečem pomembnem razmišljali. Ni pa seveda vseeno, na kakšen način to napišemo in analiziramo. To je spretnost, ki se jo je potrebno naučiti, zato da potem znamo prepoznati tiste vzorce in da jih tudi preobrazimo. Gre tukaj prvič za ozaveščanje, potem pa te misli iz sebe odstranimo z postopkom odpuščanja samemu sebi oziroma samoodpuščanja. Kajti določene misli, ki nas omejujejo, smo mi v sebe sprejeli, se jih držimo, so postali naš program in so nas začele omejevati. In če se hočemo teh omejitev osvoboditi, si moramo te misli, ta prepričanja odpustiti. Potem pa tudi narediti novo samozavezo, v sebe sprejeti nov program, nov vzorec miselni, ki nas ne bo omejeval, in to je tista rešitev, ki bo tudi v končni fazi odstranila bolečino. Potem pa je še tudi zelo pomembno, da to samoodpuščanje izgovorimo na glas, kajti za vibracijo svojega glasu te zakristalizirane miselne vzorce razdrobimo in jih razpustimo in posledično tudi bolečina izgine. Za pomoč pri temu, da se vsak lahko nauči te spretnosti prepoznavanja in preobražanja vseh omejujočih miselnih vzorcev, se lahko tudi naučimo preko spletnega tečaja, ki se imenuje Deep Light oziroma Destiny Eye Process Light. To je tečaj, preko katerega tudi jaz osebno že približno 5 let preobražam svoje miselne vzorce preko pisanja javnega spletnega dnevnika. In ta tečaj je razvila mednarodna skupina Destiny in za podporo vsem ljudem, ki želijo izboljšati življenje in se osvoboditi vseh omejujočih miselnih vzorcev, imamo tudi slovensko podporno skupino, ki se imenuje Destiny Slovenija in na Facebooku Praktično ustvarjanje raja na zemlji. Če se nam želite priključiti, še posebej našim rednim nedeljskim Skype skupinskim klepetom, ki so vsako nedeljo zvečer ob 21. uri, me lahko tudi kontaktirate na Facebooku pod imenom Valentin Rozman me najdete in želim, da bo čim več ljudi prevzelo vajeti življenja v svoje roke in si ustvarilo določene miselne vzorce, ki bodo podporni za vse, da se vsi osvobodimo vseh psihično pogojenih bolečin na našem fizičnem telesu. Hvala za posluh in nasvidenje.